Zato smo danes povabili dva ugledna strokovnjaka, da nam predstavita svoje makroekonomske analize in prepričan sem, da bomo na podlagi njunega uvoda tudi mi lažje zaključili kakšno misel in tudi podali kakšen predlog. Tako danes, kot tudi v razgovorih, ki jih v tem trenutku še organiziramo, na katere smo pa že skoordinirali za novo vlado ministrski, zanimivi predstavniki nove koalicije. Spoštovana dr. Boris Majcen, dr. Čovček, dobrodošli na Gospodarski zbornici, beseda je vajna. Hvala. Torej, s kolegom Majcem sva ocenila 10 ukrepov, ki so se pojavili v slovenski javnosti z vidika sanacije ekonomije in konsolidacije javnih financ. Gre za spremembo dohodnine, uvedba tako imenovane socialne kapice, socialne prispevke, dvig zgornje stopnje davka na dano vrednost za 2 odstotni točki, postopno znižanje stroškov dela v javni upravi za 10% in sorazmerno znižanje vseh javnih izdatkov na takšen nivo, da bi ostali na 45% BDP-ja. Drugi set ukrepov je pa bil na strani ponudbe in sicer postopno znižanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 20 na 15%, uvedba splošne 40% investicijske olajšave, dodatna zadolžitev države v tujini v višini milijarde in transfer tega v gospodarstvo v obliki investicijskih transferjev, uvedba slabe banke in zvišanje stopnje socialnih prispevkov delodajalca na 22,1%. Učinki imajo tako pozitivne kot negativne posledice na BDP, tekoči proračunski primanjkljaj in javni dolg, nekateri bolj izrazite, drugi manj. Nekako rdeča nit vseh teh ukrepov pa je, da so večinoma zelo majhnega reda velikosti, zato tudi ne moremo pričakovati, da bi z ukrepom, ki je velik nekaj 100 milijonov evrov, lahko zelo veliko dosegli na nivoju BDP-ja, ki je pa velik 35 milijard evrov. Ja, morda glede skupnih posledic, v bistvu smo želeli samo pogledati, kaj se zgodi, če vseh teh 10 ukrepov, ne razen uvedbe slabe banke, skušamo naenkrat uporabiti v eni simulaciji. Posledice, ki so nastale na podlagi takšnega scenarija, so dejansko, kot smo že pokazali porast bruto domačega proizvoda, pa porast potem tudi potrošnje posameznikov in tudi dejansko pozitivne posledice na trgu dela in znižanje brezposelnosti, ampak po drugi strani pa dejansko imamo še stran države, kjer bi prišlo do pomembnega povečanja primanjkljaja za več kot 3 odstotne točke BDP-ja, kar seveda pomeni, da je takšen skupek ukrepov naenkrat narejen, v tem trenutku popolnoma nerealen. In je nesmiseln, kajti gremo daleč stran od tega, kar moramo kot država storiti v tem trenutku, torej konsolidirati javne finance. Torej, jasno je, da je potrebno skrbno paziti, kakšne ukrepe bomo izvajali, kajti vedno moramo odgledati tudi iz stališča, kaj se bo zgodilo na strani prihodkov in pa odhodkov v državnem proračunu. Ja, ukrepi, ki se tako ali drugače v javnosti pojavljajo vezano na obvladovanje proračuna Republike Slovenije, so vsi narejeni na predpostavki, da bo odhodkovna plat ostala nespremenjena oziroma da bo prihodkovna se ne bo spremenila. Te analize, ki smo jih danes slišali od priznanih makroekonomistov, kaže na to, da praktično na dolgi rok ne dobimo nič oziroma da bo treba drastično spremeniti miselnost v smislu prihodkovne strani. Prihodkovna stran absolutno mora dirigirati odhodkovno plat in ta odhodkovna plat hočeš nočeš se mora prilagajati gospodarstvu.